Lepo pozdravljeni na današnjih e-minutkah založbe Mladinska knjiga. Sem Hema Vasle, urednica učnih gradiv za matematiko v kompletu Moj Nande. Naša gradiva nekateri že dobro poznate, ker ste jih uporabljali v preteklem šolskem letu, nekateri ste jih začeli uporabljati letos, za druge pa upam, da se nam v uporabi pridružite drugo leto. Drugo leto bomo v kompletu dodali tudi gradiva za 3. razred. Upam, da ste si danes po službi uspeli vzeti kaj časa in izkoristiti ta lep jesenski sončni dan. Predvsem pa upam, da ste si od službe odpočili in nabrali moči za spremljanje našega webinarja. Današnji webinar, kot obljubljeno, bo namenjen matematiki. Soavtorica gradiv za 1. in 2. razred za matematiko, magistrica Alenka Lukaček, vam bo podala nekaj predlogov, kako učence pripraviti na usvajanje iskanja neznanega člena pri seštevanju, kako jim pomagati, da bodo se to tudi naučili in predvsem, kako jih navdušiti, da bodo usvojeno znanje utrdili. Seveda, kot vedno pri kompletu Moj Nande, pri tem brez gibanja in dejavnosti ne bo šlo. Med poslušanjem vas lepo vabim, da svoje zamisli, predloge, pa seveda tudi vprašanje delite z nami. Lahko jih zapišete v chatu, lahko pa jih tudi zapišete v rubriki Questions and Answers. Z Alenko vam bova poskušali odgovoriti na vprašanje že med webinarjem. Alenka, zdaj pa kar besedo prepuščam tebi. Izvoli. Lepo pozdravljeni. Po letni pripravi obravnavamo sedaj neznani člen pri seštevanju in odštevanju, zato bi vam rada danes predstavila, kako je neznani člen obravnavan v Nandetovih zvezkih Matematika 2, katerih soavtorica sem poleg dr. Marine Rugel, dr. Vide Manfreda Kolar in Darje Peternelj. Pa začnimo. Zelo pomembno je na začetku, predno začnemo obravnavati neznani člen, dopolnjevanje do 10. Namreč, da imajo otroci dopolnjevanje do 10 avtomatizirano in kasneje tudi do 20 oziroma do naslednje desetice. Tako se lahko v začetku ure na začetku igramo igrico, otrokom razdelimo listke od 0 do 10, otroci se sprehajajo po razredu, na učiteljev znak pa iščejo svoj par tako, da je vsota 10. Recimo 3 plus 7, 2 plus 8, 1 plus 9 in podobno. Kasneje lahko vključimo našega Nandeta, lutko Nandeta. V 2. razredu se nam je namreč pridružil kot lutka in ga tako lahko veselo uporabljamo pri pouku. Nande tako kaže nekaj števil in zapisujemo račune na tablo, otroci pa izračunajo neznani člen. Tako dopolnjujemo 7 plus koliko je 10, 4 plus koliko je 10, 2 plus koliko in podobno, tako da čim več računov dopolnjevanja z neznanim členom, z drugim seštevancem, zapišemo in izračunamo. Tudi pri dopolnjevanju do 20 začnemo najprej z igro. Povabimo pred tablo 16 otrok in povemo, pred tablo jih je 16, mora jih pa biti 20. Koliko otrok mora priti še pred tablo? Mogoče bodo otroci sami predlagali 4, pokličemo še 4 otroke, skupaj preštejemo in ugotovimo, ali je res pred tablo 20 otrok. Napišemo račun z neznanim členom, z neznanim drugim seštevancem, izračunamo in potem rešimo. 16 plus 4 je 20. Tako naredimo več primerov, pride čim več otrok na vrsto in obojenem se otroci še gibljajo in iščejo neznani člen. Nadaljujemo recimo s sadjem v škatli. Imamo na mizi stekleno posodo, da se vidi, kaj je v njej. Pripravimo slive in vključimo besedilno nalogo. Recimo, za češpljeve cmoke potrebujemo 20 sliv, koliko jih moramo še dodati. Zapišemo račun tudi na tablo in potem dodajamo slive. Nekateri otroci računajo z dodajanjem tako,
da prištevajo 12 plus 1 je 13, 12 plus 2 je 14 in podobno. Nekateri pa bodo takrat, ko bomo dodajali, ugotovili, da če dodamo 8 sliv, je potem vsota 20. Rešimo račun in ga napišemo tudi na tablo. Zdaj veliko primerov imamo v delovnih zvezkih. Tukaj je ilustrator Jaka Vukotič narisal take krasne škatle, v katere morajo otroci dodajati sadeže, da bo potem vsota na koncu 20. Zdaj v pomoč jim je samo obkroževanje sadja in sadežev, ki so narisani zgoraj. In ravno tako lahko poskušajo, če dodajo 1 pomarančo, jih je skupaj 18. Če dodajo 2, jih je 19. Če pa dodamo 3 pomaranče, dobimo vsoto 20. Tako rešijo še ostale primere z limonami, z jagodami, s slivami. Ker je ilustracija narisana na škatlo in ker smo že prej veliko ponazarjali, tukaj potem lahko samo z obkrožanjem sadežev ugotovijo pravilno rešitev. Lahko se igramo tudi z različnimi barvami kock, čeprav v kompletu imamo za namizo lesene kocke v parih. Tukaj so pa barvaste, zato da se dobro vidi dodajanje. 3 plus 7 je enako 10. In zdaj, če otroci dobro poznajo ta račun, da je že avtomatiziran, lahko potem, ko umaknemo rumene kocke, zapišemo račun 3 plus koliko je 10, takoj ugotovijo, da manjka tistih oziroma da morajo dodati še 7 kock, da bo skupaj vsota 10. Potem pa umaknemo rdeče in zapišemo nov račun in je neznan prvi seštevanec. Torej, koliko plus 7 rumenih je skupaj 10 kock. Otroci izračunajo in povedo, da so to tiste 3 rdeče kocke, ki smo jih umaknili prej. Veliko primerov imamo v delovnem zvezku. Rešimo, na primer, to nalogo v delovnem zvezku, prvi stolpec rešijo otroci sami in potem skupaj pregledamo. Ko začnejo reševati drugi stolpec, lahko na začetku rešimo prvi primer skupaj, in otroci že takoj ugotovijo, da sta si računa v levem in desnem stolpcu enaka, kar pomeni, da nekateri otroci bodo poiskali neznani prvi seštevanec že s tem, da bodo pogledali račun na levi in potem dopolnili neznani seštevanec. Nekateri bodo pa seveda še računali do konca in šele na koncu ugotovili, da bi si lahko pomagali že s tem, ko je v levem stolpcu izračunan račun. Nande je nagajiv in pravi, da je nam oziroma otrokom veliko lažje, ker imajo 10 prstov, s tem pa jim tudi pove, če ne gre recimo na pamet, si lahko tudi pomagajo še s prsti. Ampak kot rečeno, zelo pomembno je, da bi na začetku avtomatizirali to dopolnjevanje števil do 10 in kasneje do 20. Lahko se igramo tudi z vrečkami. Namreč v vrečko lahko nastavimo nekaj kock, lahko je tudi kaj drugega in napišemo na vrečko, koliko je teh kock v vrečki. Zdaj pa, ker vemo, da je Nande nagajiv, je seveda to vrečko imel in se z njo poigral. In otrokom povemo, glede na to, da je tako Nande nagajiv, je lahko kakšno kocko dodal, lahko jo je pa tudi vzel. In potem seveda iz vrečke zlagamo kocko za kocko in skupaj štejemo. Preštejemo, koliko kock je bilo v resnici sedaj po novem v vrečki. In ko na primer ne štejemo 9 kock, ugotovimo, da je treba število na vrečki popraviti. In namesto številke 4 napišemo številko 9. Vprašanje pa je sedaj,
koliko kock je dodal Nande. Zapišemo spet račun, 4 plus koliko je 9. Seveda, ker smo zlagali kocke za kocko, so na ta način tudi otroci ugotovili, da je 5 kock Nande nagajivo dodal. In zato je sedaj novo število, nova vsota 9. Zdaj podobnih nalog je kar veliko v delovnem zvezku. Lahko povabimo, da vprašanja zastavijo sposobnejši otroci, da oni sprašujejo, lahko jim pomagamo kot učiteljice same, ves čas pa jih nekje tudi na začetku vodimo in jih vprašamo, koliko je bilo na začetku v vrečki kock ali pa frnikol ali pa sadja in potem koliko moramo dodati, saj se je število v vrečki spremenilo. Tako otroci samostojno rešujejo, lahko si pomagajo s preštevanjem, lahko si pomagajo z lesenimi kockami, ki jih imamo na razpolago za namizo, lahko pa s kakšnimi drugimi predmeti. Zdaj podobno tudi kot je recimo do 10, imamo potem račune še do 20. Učenci dopolnjujejo in spet primerjajo stolpca. Rešijo najprej stolpec na levi strani in potem jih lahko vprašamo, kaj opazijo. Na desni strani se ista števila ponovijo, samo seštevanec, prej je bil prvi seštevanec, potem je pa število postalo drugi seštevanec. Zdaj nekateri to iz te zamenjave seštevancev že vedo, nekateri pa spet najprej rešijo in potem ugotovijo, da sta seštevanca se zamenjala. Vsota seveda ostane ista, na ta način si pa potem pomagajo tudi pri izračunanju neznanih členov. Dobro je, da je na začetku neznani člen v stolpcih na istem mestu, da ni pomešan. Recimo, ta levi stolpec je neznani člen, drugi seštevanec, tukaj pa potem otroci ugotovijo, da lahko je pa neznani seštevanec tudi na prvem, oziroma neznani člen tudi na prvem mestu. Zdaj, veliko nalog imamo tudi na portalu učimse.com. Za drugi razred. Pri računanju naloge se ves čas dodajajo, dopolnjujejo, tako da jim je vedno zanimivo in vadijo otroci to računanje na igriv način. Recimo tukaj dopolnjujejo računsko hišico in vsota na strehi je 18. Dopolnimo števila, 12 plus 6, 18. Tukaj pri teh nalogah je tako luštno, da te naloge tudi lahko imamo za ponavljanje, za utrjevanje, za igrivo spraševanje, tako da otroci na ta način res preko igre vadijo in pridobivajo cekine in na ta način potem tudi utrjujejo znanje v tem primeru računanja oziroma iskanja neznanega člena. Vsakič se jim spremeni naloga, tukaj so potem že, nisem samo naprej sem dala, se jim spremenijo potem računi in tako potem nadaljujejo z utrjevanjem in z igrivim reševanjem. Zdaj, veliko je tudi primerov iger v samem delovnem zvezku, najdemo jih zadaj v prilogi, nekaj jih je pa napisanih potem tudi še v pripravi. Tale igrica Modri Nande je taka nagajiva, kajti Nande se je odločil, da bo danes govoril samo besedo 5. In otroci seveda mu morajo pripraviti take računske naloge, da bo njegov odgovor pravi. Na primer,
Kateremu številu moramo prišteti število 3, da dobimo število 8. In seveda odgovor je 5. 5 plus 3 je 8. Ali pa recimo, katero število moram prišteti številu 12, da dobim 17. In spet je pravilen odgovor 5. Če pa kdo od otrok postavi vprašanje, na katero Nande ne bo odgovoril pravilno, seveda Lutka Nande odkima. Kot na primer, koliko plus 4 je 10. V tem primeru bi bil neznani člen 6, kar bi pomenilo, da otrok ni postavil pravilno vprašanje. Take igrice imajo otroci zelo radi in ob njih se tudi kar zabavajo in jim je v veselo igro in obenem utrjevanje. Drug primer je recimo lahko tudi igrica, koliko kock je bilo v vrečki. Tukaj se pa recimo razdelijo otroci v pare in vsak par dobi 10 kock. Pomembno je, da prvi otrok v vrečko na skrivaj pospravi nekaj kock, drugi pa prav tako doda nekaj kock. Ko pa streseta kocke na mizo, ugotovita, koliko kock je v vrečki. In seveda, ker je vsak dodal svoje število kock, potem napišeta dva računa. Če na primer prvi otrok v vrečko doda 4 kocke, je ta račun 4 plus koliko je 9. Kajti ugotovila sta, ko sta stresla kocke ven, da je v vrečki sedaj 9 kock. Drugi otrok seveda ugotavlja, neznano je tisto, kar je moj sošolec ali prijatelj dodal, kajti jaz sem dodal 5 kock in sedaj je vsota 9. Različica igre je seveda lahko tudi do 20. Namreč, kadar imamo računanje do 20, in tukaj tudi imamo pač razširjen obseg v številskem obsegu do 20, prvi otrok potem doda v vrečko več kot 10 kock, da potem ni prehoda. Prehod je namreč kot nadaljevanje v naslednjih poglavjih. Igrica se pa seveda igra enako kot prej. Če je nekdo dal v vrečko 11 kock, pa drugi recimo 6, prvi, ko izračunata, da je v vrečki 17 kock, prvi napiše 11 plus koliko je 17, drugi pa napiše koliko plus 6 je 17. Zdaj lahko se igrajo otroci tudi z drugimi predmeti, ampak kot rečeno, zelo so uporabne tudi te lesene kocke, ki jih imamo učitelji za na mizo, uporabljajo se pa v parih, tako da imamo za vsak par otrok je komplet lesenih kock. Tukaj imam spet primer računske hišice. To so pa zdaj te dodane nove naloge. Tu spodaj, spet za računanje do najprej neznani člen pri seštevanju do 20. Spet otroci na strehi vidijo, koliko je vsota in potem dodajajo, koliko je potem drugi neznani drugi seštevanec. 1 plus 18, 4 plus 15, 2 plus 17 in potem še za utrjevanje iščejo neznan prvi seštevanec. Spet se seveda naloge, ko jo rešijo, se potem spremeni vsota na hišici in potem na igriv način rešujejo nove in nove naloge in spet pridobivajo cekine. Cekine pa lahko uporabijo ali opremljajo svoj otok ali pa pošljajo darila svojim prijateljem. Zdaj, neznani člen pri odštevanju lahko vključimo spet tako, kot smo imeli recimo, da so otroci prihajali, da smo dobili, koliko otrok je treba še dodati, da jih bo pred tablo 20. Lahko naredimo podobno tudi pri odštevanju,
da je pred tablo recimo 15 otrok in vprašamo otroke, koliko otrok mora oditi v klub ali v knjižnico ali na kakšno dejavnost, da jih bo pred tablo ostalo samo 10. In seveda otroci odidejo, napišemo račun 15 minus koliko je 10, potem pa nadaljujemo tudi z nalogami ali s kockami ali pa potem tudi s kakšnimi drugimi predmeti. V delovnem zvezku so pa narisane škatle, kjer je tudi spet potrebno ugotavljati, koliko je potem odzel Anže kock, da je ostalo po novem v škatli samo 10 kock. Zdaj otroci lahko nastavijo kocke in jih potem odvzemajo, tisti pa, ki so že nekje avtomatizirali te račune tudi odvzemanja oziroma odštevanja do 10, 17 minus 7 je 10, bodo lahko računali neznani člen tudi na pamet. Tu so še primeri potem za 18, pa za 20, in seveda napišejo tudi v neznani člen oziroma v kvadratek, koliko kock je moral Anže odvzeti iz škatle, pri primeru 18 in pri primeru 20. Veliko računov je potem za vajo tudi v delovnem zvezku. Zdaj, na prvem tukaj v teh računih se išče odštevanec, tako da otroci nimajo težav, da bi bili računi mešani in potem ves čas ugotavljajo, pomagajo si seveda lahko s kockami, da odvzemajo do razlike napisana. Res pa je, da včasih tudi radi telovadijo, in potem odštevajo recimo ali poskakujejo ali delajo počepe in štejejo nazaj, in potem lahko rečejo, koliko moram pač odvzeti, ko štejejo nazaj, oziroma koliko počepov moram še narediti, da bo potem samo 17. In štejejo 20, 19, 18, 17 in naredijo počepe ali pa poskoke. Zdaj pri besedilnih nalogah je tudi enostavno, kajti ilustracije so narisane tako, da si otrok lahko ne samo s kockami s prsti, pomaga si lahko tudi z risanjem. Ta primer recimo na parkirišču je bilo 10 avtomobilov, koliko jih je odpeljalo, če so zdaj samo še 4. Otroci dorišejo tiste avtomobile, ki so odpeljali, in potem povedo račun 10 minus koliko je 4, 10 minus 6 je 4. Ker so sposobnejši, nič več ni samo odgovor z dopolnjevanjem, ampak ga lahko napišejo že sami. Torej odpeljalo je 6 avtomobilov. Tu pri Vranjih ravno tako dorišejo tiste, ki so odletele, lahko jih narišejo takole v letu, in si pomagajo s tem, da ugotovijo, da če jih je bilo na začetku 8, potem so 4 odletele, in tudi potem napišejo cel odgovor, ker ga znajo. Zdaj veliko, pomembno je tudi, tam je bil odštevanec, tukaj so pa recimo se išče neznani zmanjševanec. In ravno tako spet si otroci lahko oziroma učenci pomagajo z risanjem, da dorišejo majice, ki jih je pobrala Maja, ali pa da dorišejo teh 7 makov, ki jih je utrgala Manca s travnika. Tisti otroci, ki se spomnijo tudi na povezavo med seštevanjem in odštevanjem, kajti pred poglavjem o neznanem členu je tudi plus in minus, seštevam in odštevam. In tudi tam so hišice z računi, kjer iz istih števil napišejo otroci 2 računa seštevanja, 2 odštevanja. In nekateri se bodo spomnili, da neznani zmanjševanec lahko dobimo tudi tako, da v resnici seštejemo, koliko je bilo na začetku.
Prav tako napiše odgovor, koliko majic je viselo na začetku in tudi koliko je bilo rastlin oziroma koliko je raslo maka na travniku. Dobro je, da so te naloge oziroma te računi z iskanjem neznanega člena ločeni, da se dobro utrdijo tisti računi, kjer se išče neznani člen kot odštevanec in potem tisti računi, kjer se išče zmanjševanec, tako da otroci ne delajo preveč napak. Zdaj, ta naloga tu spodaj je najtežja, a ne? Namreč računi so pomešani, neznani člen je tako pomešan, da se enkrat išče odštevanec, enkrat se išče zmanjševanec in zato je tako pomembno, da otroci to dobro utrdijo, da potem ne delajo nepotrebnih napak, da bi tukaj potem mogoče sešteli, tukaj pa v resnici odštevali, a ne? Tako da napišejo res pravi neznani člen oziroma ga izračunajo. Tu je še ta naloga za odštevanje, tudi Nande, na portalu spet. Zdaj povezava enkrat se pokaže, enkrat jo pa moram ponovno odpirati, tako da ne gre drugače. To vidite je spet nova naloga računske hišice pri odštevanju, a ne? In spet je ločeno, zato da jim je v pomoč. Tukaj se išče odštevanec, tukaj pa potem zmanjševanec. Otroci res vsakodnevno poročajo, kako rešujejo te naloge, kako so zadovoljni s tako vajo na igriv način. Res pa je, ne, da nekje smo dogovorjeni, da tisti kratek čas, ko rešijo nekaj nalog, potem res počnejo druge stvari oziroma se gibajo in posvetijo tudi ostali igri in da ne presedijo pred računalnikom preveč časa. Moram pa reči, da imamo srečo, da letos še nismo bili v karanteni, tako da smo prav veseli in je računalnik res namenjen zabavi. In zdaj še oreh za vašo zabavo. Mogoče napišete, vem, da je čisto enostaven, saj je namenjen drugošolcem, ampak tudi te orehe imajo otroci zelo radi. Dogovorjeni smo, da vedno pogledajo, kje je možno izračunati, da sta vsaj dva podatka dana, kot recimo tukaj trikotnik plus trikotnik je 6, pa tukaj kvadrat plus kvadrat je 10, kajti tu, kjer je kvadrat plus krog, je samo en podatek, dana vsota, in ko potem izračunajo seveda 3 plus 3 je 6, nekateri si pomagajo s poskušanjem, 1 plus 1 je 2, 2 plus 2 je 4, 3 plus 3 je 6, nekateri pa znajo že na pamet in potem na koncu ugotovijo, a ne, ko imajo podatke za kvadrat in potem izračunajo še krog, da je 5 plus 2, 7, je tudi ta podatek 3 plus 2 je enako 5. To bi bilo z moje strani vse. Hvala za pozornost. In zdaj mogoče kakšna vaša vprašanja, kakšna vaša izkušnja, to bo pa urednica Hema Vasle. Najlepša hvala, Alenka. Jaz bi vas rada še opozorila na to, nekateri ste spraševali v vprašanje vmes glede portala Učim se. Portal Učim se je brezplačen za vse učence in učitelje, ki uporabljajo naša gradiva. Učenci dobijo dostop kot kodo v samostojnih delovnih zvezkih, učitelji pa jo lahko dobijo tudi tako, da pišete na mail učbenik@mladinska-knjiga.si, pa se tam dogovorite in dobite brezplačen dostop. Prav tako imate učitelji, ki uporabljate naša gradiva, brezplačen dostop do portala učimte.com, učenci pa dostop do portala iučbeniki.mk, kjer pa dobite interaktivne različice tiskanih delovnih zvezkov.
To je mogoče za prvošolce in drugošolce še malo ne tako zelo uporabno za učence same, če bi šola potekala v normalnih okoliščinah. Če se pa znajdete v karanteni in imate učence na daljavo, vam pa lahko ta tiskana gradiva njim in vam pridejo zelo prav. Tako da tudi te dostope si lahko uredite, če pišete na mail učbenik@mladinska-knjiga.si, učenci pa dobijo kode v gradivih. Zdaj, če imate še kakšno vprašanje, lahko napišete, lahko tudi dvignete rokco, pa koga spustimo do besede. Mislim pa, da je Alenka kar lepo predstavlja, kako se uvede kako se išče neznani člen. Alenka je pa tudi učiteljica, ki je že lansko leto poučevala po kompletu Mojnande in je zelo lepo učence navajala na uporabo portala Učim se. Z učiteljskim vmesnikom jim je dejala, katere naloge naj rešijo, preverjala, kako rešujejo in pošiljala darila. In se je videla, jaz sem jo malo spremljala tako od daleč, sem videla, kako so se imeli ona in učenci s tem zelo dobro. Kako so učenci z veseljem vadili in z veseljem še dodatno utrjevali, ne pa tako kot tisti, ki dobi 4 strani delovnega zvezka za rešiti. Pa porabijo ravno toliko časa, ampak veselje in ljubezen do matematike je pa drugačna. Nič, glede na to, da ni nobenih vprašanj, se vam bom zahvalila, sem vesela, da ste se zbrali v tako velikem številu. Če delate po gradivih, po predlogih letnih in dnevnih priprav, ki jih najdete na portalu, potem vam bojo stvari, ki vam jih je Alenka povedala, prišle zelo kmalu prav, ker je iskanje neznanega člena po pripravah že zelo kmalu na vrsti. Tako da boste lahko preizkusili, kar ste izvedeli. Potem vas pa vabim, da se udeležite naslednjih e-minutk, ki bodo prvi ponedeljek v novembru, namenjene slovenščini. Z matematičnimi e-minutkami se pa spet vidimo v tretji ponedeljek v decembru. Do takrat se pa lepo imejte, pa lep in miren večer vam želim. Nasvidenje. Nasvidenje.